Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Ja, vstopili smo v območje ekstremnega pohlepa. Ob tej priložnosti naj še enkrat spomnim na modre besede legendarnega vlagatelja Jima Rogersa. Tudi njega sem gostila že v MoneyHow. Povezavo do te epizode bom objavila v opisu. In sicer pravi, ne upoštevajte vročih namigov od nikogar, tudi od mene ne. S tem je želel povedati, da je treba narediti lastno domačo nalogo, ko kupujemo posamične delnice ali pa druge naložbe. No, preden gremo na današnjo vsebino, naj vas še enkrat spomnim na dogodek MoneyHow Live z naslovom Veličastnih 7 in slovenska borzna pomlad, recept za modro investiranje. Na osrednji okrogli mizi bomo iskali odgovore na 7 vprašanj, ki bodo oblikovala prihodnje desetletje. Torej, najprej bomo pogledali veličastnih 7, ki postaje zdaj tudi veličastnih 4. Kam gre tehnološka panoga in ali lahko ustvarja takšne donose še naprej? Kakšni so obeti za druge sektorje in regije? Geopolitična tveganja, je trg postal imun, denarna politika, zelo aktualna tema, kolikokrat bodo centralne banke zarezale v ključno obrestne mere in kaj to pomeni za naše naložbe. Pogledali bomo tudi opeka, draga opeka, kako živeti in zaslužiti z nepremičninami. Kitajska, je to novi črni labod ali neverjetna priložnost? Seveda, kaj se dogaja na kriptu, Bitcoin in prijatelji, promptni ETF-i, kam gre razvoj denarnega sistema in kje bomo čez 10 let. Vabljeni, zanimivo bo, dogodek se bo zgodil 24. aprila v Kristalni palači. V tokratni epizodi pa bomo razpravljala o rekordih, ki jih beležimo kar po tekočem traku. Gost je povratnik na MoneyHow, Aleš Grbič, ki upravlja sklade pri družbi Sava Infond in je specialist za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo. Zdravo. Zdravo, Marja. No, rekordi kar padajo. Ameriški indeksi so ravno pred dnevi dosegli nove rekordne ravni. Pravzaprav niso samo ameriški indeksi na rekordih, so tudi evropski pa japonski. Torej padajo rekordi na rekorde. In tamle nekdo pri tebi razbija. Ja, pri nas že preslavljajo. Rekorde, je. Ja, mislim, upam, da ni to. No, verjetno ni tako, kot je bilo v konec 20 let prejšnjega stoletja, ampak vseeno so zanimivi rezultati. Dejansko stvar se nadaljuje iz lanskega leta in dva katalizatorja sta bila lani. Eno je upanje o tem, da so obrestne mere dosegle vrh, drugo pa umetna inteligenca, ki je od začetka lanskega leta začela buriti duhove. In kaj se je zgodilo? Predlagam, da pogledamo, kdo so bili lanski zmagovalci. Ne bova šla kar na lanske zmagovalce, niti na letošnje. Hočem, da greva najprej na eno bolj relevantno tematiko in sicer ta norost, ki se trenutno dogaja. Stopili smo v območje ekstremnega pohlepa in z rekordi so prišli tudi seveda prodajalci vročih žemljic. Zato se mi zdi zelo pomembno, da mogoče na začetku se spomnimo na pregovor, ki se ga velja zapomniti v tako razgretem okolju, kot je trenutno, in sicer bodi prestrašen, ko so drugi pohlepni, in bodi pohlepan, ko so drugi prestrašeni. To so besede Warrena Buffetta in njegove besede smo lahko to soboto prebrali tudi v pismu delničarjem, ker je zapisal, da dobrih naložbenih priložnosti pač po njegovem mnenju manjka. Zato pa tudi čaka v denarju. Mislim, da je trenutno $163 milijard imajo trenutno denarja in denarnih ustreznikov, kar je 5% več kot zadnje četrtletje. Ampak saj še to bi ti rada povedala, no? Kar mi je bilo zelo zanimivo. Analitiki so interpretirali njegovo pismo kot nekakšen tihi opomin, da so v zraku težave, torej da se nekaj kuha. In Buffett
To je pa citat, Buffett zdaj šepeta, v preteklosti pa je uporabljal megafon. Šepeta, bodite zelo previdni. To je recimo povedal Cole Smith, ki je predsednik investicijske družbe Smith Capital Management. In ko se pogovarjam s poznavalci, borznimi poznavalci, pravijo, da se ta pravljica, ki smo ji pričali zdaj, te rekordi na rekorde, lahko vleče še nekaj let, vendar, ko bo treščilo tako, kot še nikoli doslej. Torej, Aleš, koliko časa se bo še ta pravljica z naslovom Dežela rekordov nadaljevala? Ja, to vprašanje je vprašanje za vedeževalke oziroma telefonsko številko 090, ampak tukaj, če lahko si pomagamo z večjimi stvarmi. Eno je zgodovina, bodi si vrednotenja, potem lahko opazujemo vzorce, tudi opazujemo obnašanje udeležencev in sigurno moram pritrditi, da se nahajamo v nekem okolju, kjer nekaj udeležencev zapušča razum. In sentiment je takšen, sem vesel, da pride do česa takšnega in da ljudje lahko realizirajo dobre donose, ampak tu bi se vedno bi se vrnil k temu. Moram imeti ustrezen portfelj, katerega bo imel tako v dobrih kot slabih časih. Ne vem, zakaj bi bolj tvegal, ko ekstremno raste, pa bil zelo previden, ko ekstremno pada. Kvečjemu drugače bi človek mora delovati proti svojemu lastnemu gonilu, strahu in pohlepu. Takrat, ko so vsi prestrašeni, takrat smo lahko bolj pogumni, tisti občutek v želodcu, ko nas stiska, da nas je strah, kaj če bo res konec sveta ali pa kaj če se zgodi to pa to, potem veš, da imaš nadpoprečno možnost, da zaslužiš. V takem okolju, ko so pa vsi preoptimistični, pa je dokaj zahtevno, ampak ne nazadnje ne smemo pozabiti tudi, bi rekli, neko lekcijo iz tega dotcom babla. Takrat so pametni upravljavci oziroma zelo modri upravljavci, ki so precej dali na vrednotenje, niso bili v tej dotcom maniji in so mogoče 3 leta pred tem so že izstopili, kar pomeni, da takšno obdobje lahko traja kar nekaj časa, ampak jaz dvomim, da bomo imeli. Ampak, Aleš, rekel si, da so prej izstopili iz te manije, iz teh balonov, par let prej. In ko par let prej ti opozarjaš, glejte, ljudje, napihnjeno je, pač ljudje so izgubili razum, kot si tudi sam povedal, se mi zdi, da tak človek ni dobro obravnavan oziroma ni ljubljenec ljudstva, bom tako rekla. Ja. Veš kaj, tu je treba pa biti iskren in povedati, ja, nekaj delnic ima ekstremna vrednotenja oziroma ima visoka vrednotenja. Pri Nvidii ne moremo govoriti o ekstremnem vrednotenju ob tako visoki stopnji rasti. Je pa nekaj podjetij, ki pa sigurno si ne zaslužijo tako visokih vrednotenj. Na drugi strani pa imamo večino delniških naložb, ki so pa vrednotena nekaj nad zgodovinskimi povprečji. Torej, če bi izločili naprimer iz S&P 500 indeksa 494 drugih naložb, razen teh veličastnih 6, so vrednotenja znotraj teh zgodovinskih povprečij in zdaj imaš več scenarijev, ali se bodo tudi teh 494 drugih naložb spustilo oziroma utrgalo iz verige, ali bo ostalo tu, kjer smo, ali pa sploh ne bo, ali bo šlo neko drugo smer, kot veljajo, oziroma kamor se gibljajo te vroče zgodbe. A lahko mogoče sam zdaj si ti kar iz veličastnih 7 smo prišli na veličastnih 6, jaz sem v uvodu omenila veličastnih 4, torej zdaj smo Teslo že malo ven vrgli, tako da je v skupini šesterice, to so te super junaki borze, trenutno seveda Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon, Meta. Sem še koga pozabila, Teslo smo ven vrgli. V glavnem, mogoče še ta zanimiv podatek, da je 77% podjetij iz S&P 500 preseglo dobiček na delnico z izjemo Tesle, medtem ko je ta skupina
veličastnih 6 imela v bistvu še eno res tako zvezdniško vrhunsko četrtletje. Ne? Ja, ja. Sej, zdaj, želel bi omeniti, ne, kaj je teh veličastnih 6 oziroma prej veličastnih 7, kakšno utež imajo v največjem svetovnem delniškem indeksu. Imajo približno okoli 18, slabih 18% predstavlja 7 naložb. Mogoče, da si lažje predstavljamo, kaj to pomeni. To pomeni skupaj kot tržna kapitalizacija Japonske, Francije, Kitajske in Velike Britanije, pa še več imajo. Ne? In to pomeni, da se postavlja ta podjetja zelo, zelo nepogrešljiva. In tudi, kar sem želel reči, da lanski zmagovalci so bili teh veličastnih 7 z enkratnim donosom oziroma neverjetnim donosom Nvidie preko 200%, Meta nekaj manj kot 200, s tem, da je Meta imela prej občuten padec, ne, in Meta je kot od bedaka do junaka prihodila pot, in tudi tisti, ki so pač kupovali takrat, ko je bila kri na ulicah, se danes res lahko štejejo, te dobičke pa obnočujejo. In zdaj pa se oziroma še to, da povem, lani donosi z temi veličastnimi 7 so bili nekje okoli 18%, je globalni delniški indeks pridobil. Brez njih, oziroma če bi pa imeli equal weight indeks, pa bi samo 5,4% bi imeli donos. Ne. Kaj pa se letos dogaja? Pa se je veličastnih 7... Mogoče le samo ta za equal weight, no, če lahko mogoče tu sam pojasnimo, da je enakomerna uravnoteženost v indeksu. Ne? In da tudi dejansko obstajajo ETF-i, v katere lahko tudi investiramo v equal weight indekse oziroma ETF-e. Absolutno. Zdaj pa letos pa je prišlo do tega, da teh veličastnih 7 je na 6, 5, 4, so ostali še samo 4, kar pomeni, da podjetja ne morejo neskončno presegati pričakovanj finančne javnosti in tudi poviševati napovedi. In pride enkrat tudi, ko so napovedi, oziroma ko je finančna javnost preoptimistična. Trenutno se to še ni zgodilo pri Nvidii, Meti, Amazonu, Microsoftu, drugače pa Apple, Alphabet, Tesla niso več v tej kategoriji trenutno, ampak vseeno so imeli izjemno, kot rečejo Američani, oziroma izjemno visoke donose in zelo, zelo so nagradili svoje lastnike. A lahko samo mogoče uskočim, to mi je bilo ful zanimivo, ko sem brala, pa tudi ti si omenil. Zanima me, koliko nevarno je, da dobički in tržne kapitalizacije teh veličastnih družb prehitevajo borzne družbe v skoraj vseh državah G20. To je nedavno namreč pisala Deutsche Bank. Od neameriških držav skupine G20 imata večji dobiček Kitajska in Japonska, pa še to, ko se v bistvu seštejejo v bistvu njihova podjetja, ki kotirajo, ko seštejemo vsa ta njihova podjetja, ki kotirajo na borzi. Koliko nevarno je to? Ja, zato težko odgovorim, ampak sigurno velika podjetja, ne? Že prej smo imeli te multinacionalke, če si lažje predstavljamo, emerging marketi sploh niso več nekega razcveta doživeli, ker so multinacionalke prisotne v vseh državah in tudi svojimi superiornimi poslovnimi modeli si brez težav pokorijo domačo konkurenco. Zdaj pa tukaj pri teh velikih podjetjih sigurno obstaja tveganje tudi, da bi jih regulator želel razkosati, predvsem te, ki imajo močen mrežni učinek, recimo Amazon, Meta. Kar se tiče Nvidie, je stvar pa malenkost drugačna in tudi moram reči, da sem vseeno še rahli optimist, ne, in tudi pri Nvidii moram vedeti, da Nvidia je vseeno en vratar umetne inteligence, preko katere spušča oziroma omogoča treniranje teh modelov svojimi svojo superiorno opremo in tukaj tudi ne vemo, katero smer se bo vse ta umetna inteligenca razvila, ampak če verjamemo, da gre, tu sta pač dva tabora. Ne. En tabor govori, da monetizacija še ni jasna, kaj vse bo umetna inteligenca prinesla, ni še jasno tudi, kakšna bo regulativa, kje vse se bo omejevala. Na drugi strani pa imamo
podjetja, ki so že vključila umetno inteligenco v svoje produkte in storitve in so te produkte, kot smo že prejšnjič povedali, bo zelo, zelo drago zaračunala, po 50-60% više prodajne cene za te storitve oziroma produkte, ki imajo vključeno umetno inteligenco. In tukaj že poteka monetizacija, ne? Ampak ni pa jasno, kako se bo to prelilo v sektor zdravstva in druge sektorje. Verjetno bo precej časa potrebnega in tudi, če vzamemo neko analogijo z tem dotcom bublom, trgi radi prehitevajo, ne? Prehitevajo in grejo radi v neke ekstreme. Ampak se bom tega dotaknili še kasneje. A lahko mogoče en zelo tak zanimiv graf sem našla, ki prikazuje v bistvu trenutno razmerje med ceno in dobički ter rastjo, PEG, se pravi Price to Earnings to Growth, ki v bistvu kaže, da so vrednote na teh veličastnih 7 še vedno nižje od preostalega S&P 500, to, kar si že v bistvu povedal. Razlog je pa v bistvu ta neverjetna rast dobička veličastnih 6. Ključno vprašanje pa je, kakšna bo rast v naslednjih 3 letih, ker mi ne gremo na borzo za 1 leto, ampak gremo za daljše časovno obdobje, za 3-5 letno obdobje recimo. Kakšne so tvoje tukaj pričakovanja? Te stopnje rasti se bojo sigurno umirjale. Ko imamo nek novi produkt, storitev, najlažje si predstavljamo recimo tudi te električne avtomobile, kakšne stopnje rasti je recimo Tesla dosegala na začetku, ko je penetracija trga zelo nizka, takrat lahko dosegamo visoke stopnje rasti, na kar se pa rast nekako umiri. In tudi tu pri Nvidii se bo rast umirila, lahko kasneje pridemo se malo bolj natančno dotaknemo, ali pa kar tukaj zdaj povemo, pri teh, recimo to vrednotenje, ki je sedaj pri Nvidii, oziroma nekaj nižjo vrednost dobimo, če letos upoštevamo 91% rast, v letu 2025 24% rast, potem pa naslednjih 8 let 8% poprečno rast. In zdaj ali je to preoptimistično ali prekonzervativno, pa je pač stvar argumentov in tudi vizije, ki jo ima določen posameznik. Treba je tudi to omeniti, da trg ni, oziroma precej ljudi ni verjelo, da so to ponavljajoča se naročila. Še lani v začetku leta, pa sredi leta so ocenjevali, da Nvidia ne more dosega tako visoke stopnje rasti, da bo delnica dosegla nižje donose, kot jih trg dosega, ampak moramo povedati tudi, da ljudje smo vseeno ljudje, nismo roboti in težko je, če nisi investiran v tej naložbi, da bi jo zdaj kupil. To je samo iz vidika človeškega ega. Ego ti ne dovoli kupiti nekaj, kar je tako zraslo. Precej ljudi bi lahko naštel, ki imajo te težave. Vse, Aleš, v redu, pač nisi kupil konkretno delnico Nvidia, ampak si jo kupil, če si del te rasti, tudi če imaš Nasdaq ali pa S&P 500. Ni zdaj, da si pa izključen iz te zgodbe. Absolutno. Pri Nasdaqu je treba omeniti, da Nasdaq je precej biotehnoloških podjetij in ni toliko tehnoloških podjetij, kot bi nekdo pričakoval. En mi reče tehnološki indeks Nasdaq, ampak Nasdaq ima nekje 45% samo čiste informacijske tehnologije. Potrebno je tudi vedeti, da cela veriga, ker so vpeta podjetja, ki so povezane z umetno inteligenco, bodi si veriga poprevodnikov, bodi si veriga teh, ki uporabljajo, ki naročajo te njihove modele za treniranje umetne inteligence, vsi ti so profitirali. In torej poprevodniki in tudi ponudniki storitev. Mogoče sam pri Nvidii, malo sem šla preveriti, kakšne so napovedi analitikov, 90% analitikov je buy, se pravi, je dalo nakupno priporočilo, medtem ko 12-mesečna ciljna cena pa je preko 870. Da mi povej, kje konkretno, pri kateri ceni kotira trenutno Nvidia? Mislim, da 790, zdaj sem ravno pogledal, prej sem pogledal 790. Sam sem dokaj skeptičen, recimo do analitikov, ki dajejo te ocene, odvisno pač z kakšnih virov so. Če gre za vire, ki so iz
terminala Bloomberg, moramo vedeti, da so to sell-side analitiki, ki običajno dajo napovedi in približno nekje 20% nad tržno ceno posamezne naložbe, ko se giblje ko je v gibanju navzgor. Ko je v gibanju navzdol, ko imamo nekje medvedji trend, oni dajo 20% nižjo ocenjeno vrednost ali pa pošteno ceno, kot je takrat na trgu. In te rezultate je treba jemati z rezervo in tudi to je pač moje mnenje. To smo že v prejšnji epizodi obdelali, smo kar precej govorili o teh ciljnih cenah analitikov. Ampak vse, nekaj smo pa pozabila povedati, da je Nvidia uradno dosegla 2000 milijard dolarjev tržne kapitalizacije in to prvič v zgodovini in je tretje podjetje, ki je doseglo takšno vrednost. Mogoče samo še to, da je to, kar se tudi omenil od lanskega leta, ko doživlja v bistvu umetna inteligenca pravi boom, je tudi sama Nvidia od oktobra 2023 v bistvu dodala 1000 milijard dolarjev tržne kapitalizacije, kar je nora številka. Sploh če pogledamo recimo Nvidio pred 4 leti, ko je bilo to podjetje 100 milijardno tržno kapitalizacijo. Kaj se je vse zgodilo v 4 letih? Ja, pač Nvidia je že več kot 10 let je razvijala te produkte, ne, ki jih je ponudila na trg lani in to pač ni plod neka muha enodnevnica, drugače so pač njihovi polprevodniki oziroma procesori veljali za najboljše pri rudarjenju, marsikdo je rudaril razne te kriptovalute, AMD in Nvidia sta glavna ponudnika tam, ampak zdaj pač je Nvidia naredila ta preskok, ker oskrbuje podatkovne centre, ki potrebujejo njihovo opremo za treniranje modelov umetne inteligence. In tudi, ja, obstajajo tudi določene nevarnosti, da se pojavi konkurenca, ampak sami imajo takšno izrazito konkurenčno prednost in tega prvega first mover advantage, da bo zelo težko, jo bojo tu izrinili, ne, iz prvega mesta. Sigurno pa se bo ta rast umirila, ne. Ampak moram tu poudariti to, da letos Nvidia plus 59%, ne, to je neverjetno, Meta plus 37%, tudi neverjetno. Mene je bolj kot Nvidia me je presenetila Meta, iskreno povedano. Nisem si predstavljal, da bo uspel tako velik Met, ampak moram pa tudi se pohvaliti, da smo takrat, ko je Meta bila dokaj nizko, da smo kupovali in smo tudi vztrajali v tej naložbi. Konkretno, zakaj te je presenetila ta rast? Dejansko pri Meti je bilo precej negativnih stvari vključenih, oziroma ogromno, želeli so prestrukturirati do neke mere, oziroma vse navzven podjetje, ne več kot Facebook, ampak kot Meta, ogromne investicije v Metaverse, po več 10 milijard letno, dejansko denar so zažigali s tem. Na drugi strani pa zdaj sama monetizacija preko umetne inteligence njihovih storitev je tista, ki je prišla na plano, ne? In tu lahko vidiš, kaj podjetje, ki ima zelo močno mrežo oziroma veliko uporabnikov, lahko naredi, če da določeno storitev, ki je revolucionarna na trg, ne. Samo še mečkam bi mogoče vseeno skočila do Nvidije. To se mi je zdelo zelo zanimivo. Prebrala sem nekje, da je Nvidia po tržni kapitalizaciji zdaj presegla nemški DAX, ki vključuje 40 podjetij in nekatera izmed teh podjetij so stara več kot 130 let. Nvidia je pa v bistvu 31 let staro podjetje. Pa zanimivo mi je tudi to, koliko je v bistvu nekega pumpaštva okrog te delnice. Recimo tudi analitiki investicijske banke Goldman Sachs so označili Nvidio za najpomembnejšo delnico na planetu. Ne vem. Ja, odvisno zdaj, kakšen imaš scenarij razvoja te umetne inteligence, ne? Če imaš scenarij, da gre za kot neke vrste industrijsko revolucijo, dejansko gre za industrijsko revolucijo oziroma tehnološko revolucijo, rezultati dejansko, oziroma točni rezultati
niso jasni, v katero smer vse gre, ampak daje pa dobre nastavke za precejšnje povišanje produktivnosti in olajšanje nekih birokratskih opravil, pa tudi do zahtevnejših opravil ali del nalog. In tu pač verjamem, ne, da se Goldman je navdušen na takšno naložbo, verjetno tudi sami imajo kaj tega, ampak mislim, da vsakdo, ki se poglobi v njihovo poslovanje in se poglobi tudi v to umetno inteligenco, se navduši. Ne. Ni se težko navdušiti. To je iskreno povedano. Res zgleda, da je to gre za revolucijo, katere nismo bili priča v našem času življenja. Ne. Ok, sama tehnologija v redu, ampak zdaj na drugi strani gledamo pa te noro dogajanje na borzi. Zdaj marsikdo se bo vprašal, ok, zdaj poslušamo, Goldman Sachs pravi najpomembnejša delnica na planetu, ti praviš nora tehnologija, ki te navduši, skratka poslušamo zelo take pozitivne, optimistične, pumpaške nekako besede, prihajajo z vse povsod. In zdaj se bo nekdo na drugi strani vprašal, kaj pa, a sem ful zamudil vlak, a grem še zmer lahko na ta vlak, koliko bom potencialno lahko ustvaril, če stopim na ta vlak, Nvidia vlak. Ja, pri Nvidii moram vedeti, da res, pa je treba poudariti, da ima izrazite konkurenčne prednosti, katere se bodo še izboljševale. In običajno taka podjetja ne propadajo, taka podjetja tudi ne izgubljajo tržnega deleža. In dejansko svoje poslovanje pripeljajo skoraj do perfekcije. Zdaj, v obdobju naslednjih 20 letih ne vem, kaj se bo dogajalo s tem podjetjem, ampak zdaj trenutno zgleda, da so res superiorni. Ampak potrebno pa je poudariti to, da trgi lahko to delnico dvignejo še občutno više in potem je tudi v nekem trenutku se lahko brez težav prepolovi. Ne. Torej nekdo, ki je pripravljen tudi na 50% padec, se lahko vstopi v to naložbo, ampak seveda z zmerno utežjo, ne 100% vseh naložb v Nvidio, ne, to je blaznost. Nekdo, ki bo kaj takega naredil, pač ni z vidika finančnih analitikov ni trezen. Ne. Ja, ok, ampak še tu zdaj recimo, kaj lahko upraviči, ne, oziroma ti zadnji rezultati Nvidije so bili spet bombastični rezultati, ampak to pač pogovarjamo se samo o Nvidiji, ampak ja, naročila, kupci stojijo v vrsti in vsa ta vodilna podjetja na področju poslovanja v oblaku, ne, kot so Microsoft, Google, Meta, oni so odprli mošnjiček do nezavesti, investirajo kot nori v to tehnologijo oziroma potrebujejo te modele za treniranje umetne inteligence. In tudi sami načrtujejo, da bojo še poviševali te investicije, da bojo lahko zadovoljili to povpraševanje. In zdaj, ko si v takem okolju, ja, res je, mislim, da dosti gre iz tega navijaštva, ne, tisti, ki niso bili, sovražijo, tisti, ki imajo, so veseli, treba je ohraniti trezno glavo in imeti neki ustrezen ponder, če že ustrezen ponder v tej naložbi, ne pa pretiravati. Ne. To je samo ena izmed naložb in ne bi zdaj delal kulta Nvidije, ampak je ena izmed naložb v tem finančnem univerzumu. Res super poslovanje, super napovedi in pač zdaj sije. Ne, ta zvezda, njena zvezda sije, kako dolgo bo sijala, mogoče še nekaj časa, sigurno pa se lahko stvari hitro obrnejo, ko se tudi sentiment spremeni, če kakšni zapleti, bodi si geopolitični, bodi si makroekonomski, preplavijo pač finančne novice. Ne nazadnje tudi samo slučajno, če bi inflacija presenetila navzgor, ne, bi bilo lahko tudi dokaj negativno za ta podjetja, ki imajo visoke stopnje rasti. Se pravi, zdaj sva tudi naštela nekaj tveganj, se pravi, obstaja možnost, da dejansko pride tudi do korekcije na trgu, s tem pa tudi do korekcije pri Nvidii, zato previdno in ne preveliko izpostavljenost, ko gremo v to zgodbo. Pa mogoče vseeno je treba pogledati, kaj trenutno imamo, kako je sestavljen naš portfelj, če pogledate treba, koliko imamo tega S&P-ja, Nasdaka in tako dalje in mogoče tudi upoštevati
to, ne, ker je pač tudi ta delnica vključena v teh košarcah. Ne. Absolutno, posredno smo se lahko izpostavimo do te naložbe preko širšega delniškega indeksa ali pa nekega ozko specializiranega, recimo informacijske tehnologije. In še to, ne, zdaj, če rečemo, prodaja glede na lansko leto se je Nvidii povečala za 265%, glede na preteklo četrtletje 22%, in tudi ogromno povpraševanja, ki nekako te navdaja z mirnostjo za srednjeročno in dolgoročno rast, kar pomeni, da to ne bo neka muha enodnevnica. In to so neka opravičila, da bi lahko ta delnica zdržala na visokih ravneh, zdaj ne vem, če na teh, ampak to je nek podatek. In tudi pričakovan price earning za naslednje leto, torej pričakovan dobiček je manj kot 30, ne? To pomeni, da nekje okoli 25 ne moremo govoriti o res tistem ekstremnem pa ekscesnem balonu, ko imamo price to earnings, pa bodoče price to earnings preko 100. A lahko mogoče tle, zdaj, ko omenjava price to earnings, jaz sem šla malo pogledati zgodovino, ko primerjamo razmerje med tečaji in dobički, in tukaj dejansko vidimo, da je še zelo veliko prostora za napihovanje tega balona. Prej smo govorili o napihovanju balona oziroma o balonih. Recimo ta hip je razmerje price to earnings veličastnih 7, 45-kratnik, medtem ko je bilo to razmerje v .com, torej pred pokom tehnološkega balona, 65-kratnik. Torej, matematika ti tukaj pove, da bi morali tečaje v povprečju kotirati 44% više kot danes, da bi bili v podobnih okoliščinah kot v .com tem balonu. Hkrati, kot si tudi že večkrat povedal, je treba pač povedati, da dobički tudi rastejo, torej je treba upoštevati še, za koliko se bodo povečali dobički v letu ali dveh, medtem ko se ta balon lepo počasi očitno napihuje. Dobički veličastnih 7 pa so povprečju zrasli za okrogli 40%, in če dodamo še to rast, potem bi lahko tečaj kotirali tudi 2-krat više kot danes. Vendar zanimivo mi je to, da se mi danes ne ukvarjamo s tem, ali gre za balon, ampak koliko se pa lahko ta balon še napihne. A ni to smešen? Ja, tudi daje, mirnosti daje vrednotenje ostalega trga. In zdaj če rečemo, ok, S&P je res drag, ne, in tu so ta največja podjetja, ki si jih omenila, so dvigovala ta vrednotenja. In če pa izključimo teh 6 največjih, imamo S&P 500 kotira samo pri 18-kratniku napovedanih dobičkov. Ne. In zdaj tudi ključno vprašanje, s katerim pa se gledatelji nekako soočajo, ne, ali smo v pretiranem optimizmu in to, kar smo že prej omenili. In še vedno je pozitivno to, da je kar precej dvomljivcev. Ne. To pomeni, da imamo še možnost rasti, ampak meni ni všeč, če neka stvar samo raste in fajn je tudi, da pride do določenih padcev, da se kri malo prečisti, kot rečemo, tiste roke, ki niso dovolj trdne, tisti prodajo, in ta zgodba se ves čas ponavlja. Ne. Ja, malo smo pozabili tudi na skromnost. Ne. Zdaj, ko se pogovarjam z mladimi ljudmi, to ni, 8-9%, to je za kvaži, izkočil 10-kratnik. Ne. Ja, to lahko rečem to, ne. Kaj nam je v pomoč v takih trenutkih? V takih trenutkih so nam v pomoč zgodovinska vrednotenja. Ne. In tako se ti dotaknile zgodovine, se lahko tudi dotaknemo, vidimo, da je nekje trg splošni, torej celotni MSCI All Countries delniški indeks nekje 10% više od svojih 20-letnih povprečij. Če pa pogledamo tehnologijo, pa vidimo, da se res približuje temu vrhu, ki je bila tik pred korono in potem tudi po koronskem času. Imamo nekje pričakovan price earnings okoli 29,5, povprečen v zadnjih 20 letih pa je znašal 17,6 kratnik. Ampak tu
res je, ne, da neki indikatorji kažejo, da bi lahko mogoče bili na vrhu, ampak tega ne vemo, zato pa rajši imamo ustrezne ponderje in zdaj, če bo šlo v nek ekstrem, bomo pač postali bolj previdni. Kako pa recimo to komentiraš zdaj? Opazila sem, da številni milijarderji prodajajo svoje naložbe. Bezos je prodal Amazon za $8,5 milijard, Mark Zuckerberg za 428 milijonov, še Jamie Dimon za 150 milijonov, tudi Bill in Melinda Gates oziroma fundacija so prodajali delnice. Kako pa to lahko razumemo? Ja, sigurno je to nek signal, če bi ga kot navadni, recimo vlagatelj, ali povprečni vlagatelj, bi ta signal verjetno si lahko razlagal dokaj negativno. Ampak, ko vzamem v pogled, da so običajno imeli delniške opcije, za katere te delniške opcije so pač na čas njihovega delovanja v podjetju bile vezane in za te delniške opcije, da so jih lahko realizirali, namesto da bi same opcije prodali, da so kupili delnice, so pač potrebovali svež denar. Ne? In del tega denarja so lahko zagotovili z prodajami svojih obstoječih naložb. Del pa je sigurno, gre za razpršitev premoženja in tudi monetizacijo oziroma samo realizacijo dobičkov, ki jih imajo. Ne? In tudi verjetno verjamejo, da so naredili dober posel, ne? In zato tudi prodajajo. Ampak tu pa lahko damo v korist, oziroma te prodaje niso vedno znanilec, da je nek lokalni vrh. Marsikdaj se v zgodovini se je izkazalo, da ko so prodajali direktorji podjetij delnice, katerih so oni bili direktorji, so te delnice občutno še zrasle, ne? Občutno še više. Tu gre za to, ali so ti poslovni modeli vzdržni, ali so dovolj robustni, in na podlagi tega se odločamo, je pa to sigurno en znak za določeno previdnost. No, tudi Warren Buffett konec koncev nam šepeta, da se nekaj dogaja v zraku. V glavnem, a greva mogoče zdaj vsem pogledati panoge, S&P 500 panožno pogledava, igralci iz panoge tehnologije, komunikacije v zadnjem letu so pač res imeli odličen performance, če temu lahko tako rečem. Ampak, če pa pogledamo zdaj enomesečno obdobje, ki je relativno kratko, pa vidimo v bistvu, da nekako v ospredje prihaja tudi energija, potem consumer staples, se pravi nujne potrošne dobrine. Kaj imamo še? Finance? Ne? Medtem ko sama tehnologija majčkan nazaduje. Kaj se tukaj dogaja? Ja, sigurno lahko prihaja do rotacije med sektorji, ker določeni sektorji bi nekak svoj zagon, da se je izpel, ne? Na drugi strani pa imaš občutno cenejša podjetja z nižjo stopnjo rasti ali pa brez stopnje rasti in se vlagatelji v njih počutijo bolj varne. Ne bi zdaj, oziroma lahko tudi rečemo to, ne, da gre, včasih uporabljamo da določimo, kje se nahajamo, ali se nahajamo v nekem ekstremu, opazujemo razmerje med dvema slogoma, med slogom, ki ga v tujini reče growth, ali pa value. Ne? Growth, to pomeni, da so podjetja, ki imajo nadpovprečne stopnje rasti, predvsem gre za informacijsko tehnologijo in komunikacijske storitve, in njihovo razmerje do sloga value, ki ga najpogosteje uporabljamo za sektor energije in tudi materialov. In tako kot smo zdaj na visoko, malenkost više smo bili leta 2000 in leta 2021 in takrat se je tudi obakrat se je zgodil obrat, da so potem delnice oziroma sektor energije je občutno pridobil. Zdaj se nahajamo nekje 10 bazičnih točk nižje, recimo kakih slabih 10% nižje kot v teh dveh primerih. Sigurno pa je cena energije oziroma energentov nafte, plina precej povezana z gospodarsko aktivnostjo in pričakovanji o gospodarski aktivnosti.
hkrati pa stvari še bolj zaplete geopolitična situacija. Absolutno, če bi imel za nasprotnika Putina, bi nafto spustil na $40 za sodček za daljše obdobje in plin na toliko, kot je zdaj v Združenih državah Amerike ali pa še nižje, in potem bi se verjetno lažje pogajali z Rusijo. Oziroma lažje bi se stvari uredile. Se pravi, ko govoriva o energetiki, kako ti vidiš to? Zdaj marsikdo bo rekel, informacijska tehnologija, komunikacijska je mogoče predraga za mene, medtem ko potlačena je bila energetika, a je tukaj zdaj priložnost, da vskočim? Ja, odvisno kakšen je scenarij glede cene energentov, predvsem nafte, plina za naslednje leto. In če te cene ostanejo na teh ravneh, so ta podjetja, energetska podjetja dejansko do neke mere tiskajo denar, imajo visoke dividende, so lahko zelo stabilna naložba, pa tudi včasih preseneti v pozitivnem smislu, če bi imeli ekstremen porast cene nafte. To bi lahko prišlo v primeru, da bi te tenzije na Bližnjem vzhodu eskalirale, da bi občutno znižali proizvodnjo Arabci, ampak na drugi strani imamo tiste, ki prej niso bili v proizvodnji, recimo Venezuela je bila kar nekaj časa umaknjena z trga, Venezuela prihaja na trg in še določeni drugi. In tudi ne nazadnje je Amerika postala velik izvoznik energentov. In tu bo verjetno nek kompromis vsega skupaj, ampak mislim, da bo pa geopolitika bo tista, ki bo tu odigrala glavno vlogo. Verjetno do konca volitev, do konca tega predvolilnega obdobja oziroma do samih volitev ne pričakujem nekih ključnih odločitev na geopolitičnem parketu. Mogoče zaostrovanje retorike strani Trumpa ali pa Bidna, če boste potrebovala za svojo zmago, ampak dejansko pa se do konca volitev, do predsedniških volitev v novembru letos ne bo bistveno dogajalo. A se vrnemo nazaj na glavne igralce iz komunikacijske tehnologije? Meto smo že obdelali, mogoče, a bi še kaj povedala o Googlu? Ja, Google je tudi izjemno dobro umeščen na področju umetne inteligence. Tudi njihovi poslovni modeli so zelo robustni. Mislim, da velja to za enega izmed blue chipov. Če človek verjame v informacijsko tehnologijo in komunikacijske storitve, je to ena izmed zanimivih dolgoročnih naložb. Kaj pa recimo Netflix? Tudi podobno, ampak sam nisem prevelik fan teh naložb. Raje imam te blue chipe, ki so vodilni na svojih področjih in tudi nimajo tako močne konkurence. Dejansko nisem fan Netflixa. A gremo mogoče se dotakniti še igralcev iz informacijske tehnologije? Nvidio smo že obdelali. Mogoče bi bila zanimiva zgodba z Palo Alto, pa bi tukaj mogoče, preden ti predam besedo, povedala, včeraj sem brala en zanimiv post o učinku Nancy Pelosi. Nancy Pelosi je političarka, stara je 83 let, je članica Demokratske stranke. Nancy Pelosi je namreč kupila nakupne opcije na delnico Palo Alto Networks in delnice potem v enem dnevu pridobila 10%. Seveda je treba povedati, da je predtem Palo Alto razočaral s poslovnimi rezultati in je delnica upadla za 30%. Pelosi, 83 let stara gospa, je znana potem, da kupujejo v bistvu tehnološke delnice, potem, ko dosežejo neko nižjo vrednost. Tudi Nvidio je recimo kupovala in nekateri zdaj špekulirajo, ali je Nancy nova Katie Wood. Katie Wood je pa vsi, kot jo poznate, v bistvu šefica ARK Innovations. Ampak zanimivo mi je, gospa je 83 let stara, investira v tehnološka podjetja, lovi v bistvu nekako te padce, medtem ko naši 80-letniki kupujejo, pa sploh ne vem, če so 80, 66, ljudsko obveznico. Sigurno je gospa Pelosi obdana z dobrimi svetovalci,
Je. To ne dvomim. To ne dvomim in tu mislim, da ji zelo dobro svetujejo in tudi mi smo kupovali recimo delnice Palo Alto, ne, takrat, ne, in ja, Palo Alto ima zgleden poslovni model, pač pričakovanja trga so bila visoka, razočarali so z napovedmi in tudi z nižjo rastjo od pričakovanj, ne, in to se zgodi, ne, ko ti razočaraš trg, brez težav 25-30% padec čez noč, ne. In to se lahko tudi zgodi pri Nvidii, ko bo razočarala, in tega se je treba zavedati pri vseh teh naložbah, ki so bolj tvegane, da imajo tudi, da so dokaj bi rekli, na mehkih nogah, ne, in se jim hitro noge zašibijo. Ampak, kaj ti daje varnost? Varnost ti daje nek robusten poslovni model in tudi vrednotenja, če niso ta previsoka. To pomeni iskati podjetja, ki nimajo ekstremnih vrednotenj, kar pa je sedaj dokaj težko v tem obdobju, bi rekli, navdušenja nad umetno inteligenco. Palo Alto se ukvarja v bistvu to ponuja storitev za preprečevanje oziroma za kibernetski napad, kako se reče? Kibernetska varnost, ja. Kibernetska varnost, ja, je tu vodilno podjetje na tem področju in tudi precej bo tudi pridobilo od vseh megatrendov, ki se tukaj vse omenjajo. Mogoče je tudi zanimivo Salesforce podjetje, ne, ki smo ga omenjali že nekajkrat, je tudi eden izmed teh, ki je vključil umetno inteligenco oziroma je že imel umetno inteligenco in povišal prodajne cene za 60% teh storitev. In tudi zanimivo je to, ne, da so presegli ta agresivna pričakovanja tako glede prihodkov kot dobičkov v zadnjem četrtletju. In tudi res podjetje je pač ljubljenec teh, ki imajo radi informacijsko tehnologijo in tudi na svojem področju market leader. In tudi knjiga naročil se jim lepo polni, rahel pospešek, kar pomeni, da vse ok, ne. Ni pa vse ok, oziroma trg pa lahko hitro kaznuje, recimo Adobe je kaznoval zaradi tega, da bo OpenAI razvil izdelek, ki bo konkuriral Adobeju, ne, in delnica je hitro izgubila tla pod nogami, ne, in zdaj se pač proba opomočiti. In Adobe ni prvič, da se je zgodilo kaj takšnega in vedno so se uspeli, do sedaj so se uspeli nekako izvleči iz tega in imeti dokaj dober poslovni model. Za koliko je pa upadel tečaj? Tu nekje slabih 20%. Se pravi, vi to zdaj v bistvu opazujete in kar se vam zdi zanimiva naložba? Ja, mi imamo Adobe kot naložbo, pa potem pač izkoristimo kak padec za stop, ne. Midva sva se nazadnje, ko sva se pogovarjala, mislim, da je bilo to septembra, si povedal, da nekako priporočaš tistim, ki so bolj agresivni vlagatelji, 20% izpostavljenost do informacijske komunikacijske tehnologije. Še vedno to drži? Pa ja, nekako jaz sem bolj pristaš tega monotonega investiranja, ker ne delam ogromno med samim procesom nekih odločitev, bistveno ne spreminjam, razen če se spremenijo stvari. To še vedno drži, tudi ne vemo, kako dolgo lahko traja ta bi rekli, bonanca umetne inteligence, in tudi ne vemo, kaj vse lahko prinese. Zdaj, če bomo hitro izstopili, potem lahko zamudimo del bodoče rasti, in tudi, če bomo zniževali, recimo nekdo bi zdaj rekel, grem v Kitajsko, vrednotenja so izredno nizka. Ja, kitajska vrednotenja so nizka, ne vemo, koliko časa bodo še tako nizka, kaj se mora zgoditi, ne vemo, kaj se bo zgodilo s Tajvanom, kakšen bo odnos novega predsednika Združenih držav Amerike do Kitajske, ali je pripravljen zaostriti
oziroma še poglobiti trgovinsko vojno, kaj bi to prineslo, in za sama kitajska podjetja, ki pa so izjemno poceni. Ampak raje kitajske naložbe pač imaš v nekem ponderju do 10% in to je to. Ja, Kitajska se mi zdi v tem trenutnem okolju kar precej tvegana, tudi ponudnik MSCI se mi zdi, da je 66 podjetij izločil, kitajskih podjetij izločil iz tega referenčne vrednosti MSCI-ja, tako da tukaj vse je treba mogoče paziti na to zadevo, no. Kitajsko, no. Ampak o Kitajski bom naredila eno ločeno epizodo, ker dobivam kar precej vprašanj na to temo. Ok, a lahko mogoče še eno zadevo se dotakneva. Prej sva omenjala tudi obrestne mere, ECB in pa FED napoveduje se nižanje ključnih obrestnih mer. Kdaj se bo to zgodilo, se zdaj malce špekulira. Napovedi za FED so bile, da bodo marca začeli zniževati, zdaj se to vse malo zamika. Kako ti misliš, da bojo te rezanje ključnih obrestnih mer vplivalo na recimo IT panogo? Ja, mislim, da ti rezi so delno že vključeni v cene. Ne? Ja, pač ta negativni odziv oziroma negativna informacija glede obrestnih mer so bile neutralizirane strani izjemnih rezultatov Nvidie, ne? In tudi določenih drugih podjetij. Zdaj, sigurno centralne banke bojo pozorno spremljale inflacijo in zdaj po moje ne bojo naredile te napake, da bi prehitro začeli zniževati obrestne mere, ker če se inflacija ponovi, ne, bojo morali spet globoko zarezati oziroma agresivno dvigovati obrestne mere, kar pomeni, da bojo raje čakali. Na drugi strani pa imamo špekulacije, da bi demokrati bi si želeli, da jim pomaga FED pri tem, da bojo pokazali super gospodarstvo in se bo lahko Biden pohvalil z dobrim gospodarskim ciklom v svoji predvolilni kampanji. Mogoče težko je tu zavedeti, kaj se bo zgodilo, ampak sigurno, če bi upoštevali samo razum, bojo odvisni od podatkov o inflaciji. Čim se bo inflacija začela zniževati, da bo nadaljevala trend znižanja, bojo tudi sami omilili retoriko. Razen, če pa pride do recesije, takrat bi mogoče stvari lahko kako drugače se odvile. Ampak še vedno mislim, da bojo tvegali gospodarsko rast, kot pa podivjano inflacijo. To je moje stališče. Ok, a greva mogoče, o tveganjih sva že povedala, monetarna politika, volitve v ZDA, geopolitična tveganja, tudi brala sem, da število zombi podjetij tudi narašča, tako da nekaj teh tveganj je in to moramo upoštevati, da je okolje vseeno, kljub temu, da smo danes samimi optimisti, slišim, da se tudi starejši ljudje na avtobusih pogovarjajo o investiranju, tako da majčkan je treba paziti, trenutno je res okolje razgreto. A greva mogoče skočiti še na kripto? Zdaj vidimo tudi noro rast Bitcoina, trenutno mislim, da je bilo $56,000 danes zjutraj, ko sem pogledala, Ether je tudi prebil 3,200, preko $3,200 je, prihaja razpolovitev, halving, imamo tudi promptne ETF-e, ki investirajo v kriptovalute. Veliko stvari se je zgodilo na kriptotrgu. Kako ti gledaš kriptotrg? Ja, gledam pač kot neke vrste kazino, najbolj špekulativen premoženjski razred, če lahko sploh temu rečemo. No, v prejšnjem tem bull marketu kripto so začeli finančni svetovalci predlagati, ameriški finančni svetovalci, da naj vlagatelji se izpostavijo do 5% svojega portfelja, ne, v ta premoženjski razred, če ga tako imenujemo. In ja, v zgodovini se ta trg gibal, je bil vezan na ta Bitcoin halving, na ta dogodek. Ne. To je bila vsa dinamika, je bila okoli tega in tudi neki vzorci so bili in so se pojavili in zgodovina se je nekako rimala. Ne. Dejansko, če si šel opazovati pretekle vzorce, si
oziroma pretekla gibanja, si našel te vzorce in lahko na podlagi tega napovedoval prihodnost. Nekaj podobnega se je tudi zgodilo takrat, kaj je bil november 2022, ko je Bitcoin dosegel dno. Moral biti, če bi bil ta vzorec identičen preteklim, bi moral se Bitcoin dotakniti 10.000, 10.500, mislim, da se je spustil samo okoli 15.000, 16.000, kar je bil še vedno, mislim, okoli 80% padec. Ne? Tu se pogovarjamo o 80% padcu, tisti, ki je kupil na vrhu, vem, koliko je bilo, 60.000 ali kaj takega, je imel 80% nerealizirano izgubo. Ne? In zdaj, mogoče je bila celo realizirana. Ja, tu se zdaj pogovarjamo o Bitcoinu, ne? O Bitcoinu, ne. Za kriptotrg je bilo značilno, da so se vzorci oblikovali na podlagi halvinga, to je dogodek, kjer se pripolovijo nagrade za te rudarje Bitcoina in ti vzorci so se, oziroma trg se je gibal skladno z tem. In tudi v preteklem ciklu, ko smo dosegli vrh, bi pričakoval, bi nekak padec moral biti, Bitcoin bi moral pasti z dobrih 60.000 na 10.500, kar bi bil okoli 85% padec, tako kot je bilo v zgodovini običajno. In tudi časovno je bilo enako štetje, ne, kot se je v preteklosti, v preteklih 3 ciklih zgodilo, ampak to je zdaj Bitcoin padel samo do 15 ali 16.000 $, kar bi pomenilo samo 80% padec. Drugače bi moral 85% pasti od vrha. Torej, tu se pogovarjamo o 80% padcu. Kaj šele pa, da če omenimo neke projekte, ki so, ko se izražim v nogometnem žargonu, vaška liga, tam so ljudje izgubili vse, večina jih je vse izgubila. Ne? In res je potrebna previdnost, če tisti, ki se že spuščajo kaj takšnega, da so res previdni, da vejo, da lahko vse izgubijo. Kaj šele, da omenim ljudi, ki so na kredit kupovali, zastavljali hiše, kakšna bolečina, kakšna izguba. In to je res nerazsodno dejanje ljudi, ki verjetno bojo počeli enako v tem ciklu, če bojo te cene podivjale še bolj, kot divjajo. In tu je pač potrebna previdnost, da ta sredstva, ki jih lahko zgubiš v celoti, s tem se lahko tu igraš, da razumeš, to je kazino in to je to. Ne? Zdaj pa zdaj katera sila bo močnejša, Bitcoin halving ali pa ETF-i na Bitcoin. Ne? In to je tudi to vprašanje, ali se bo ta cikl odvijal, tako so se pretekli cikli odvijali, ali ga je zmotil ta ETF na sam Bitcoin. To bo pokazala prihodnost. Ne? In cene so že precej zrasle, marsikoga sigurno zanima, dokot lahko Bitcoin gre, sam tega ne vem, mogoče lahko še kaj zraste. Že zdaj so bile lepe rasti, res je, da v preteklih ciklih se je Bitcoin povišal za nekajkrat glede na pretekli vrh. Če pogledamo, kaj na zadnje je zrastel nekaj koliko 69.000, prejšnji vrh je bil okoli 20.000. Zdaj, če tako poenostavimo, pridemo do neke velike številke, do neke 6-mestne številke, ki je rajši ne omenim, ker ne vem, ali bo to, ali se bo zgodilo, ali se ne bo zgodilo, ampak ja, glavnem je precej pestro. Ampak tisti, ki so kupovali, ko je izgledalo, da je propad tega kriptosveta, ne, ko je bilo v fazi tudi zviševanja obrestnih mer, ko smo imeli monetarno politiko, ki je višala obrestne mere, tisti so lahko zdaj bogato nagrajeni. Tisti, ki pa zdaj želijo vstopati, pa je že vprašljivost teh dejanj, ali je to razumno dejanje in ali se samo želijo peljati s tem vlakom, divjim vlakom. Vsem mogoče pač poveva še, da 60% trga predstavlja Bitcoin, 18% pa Ether, ostali so pa, kot si ti rekel, očitno v neki vaški ligi. Mogoče bi še v prvo ligo dal, katerega bi še dodal v prvo ligo? Solana? Ja, tudi si verjetno po tej tržni kapitalizaciji, da ne bom koga užalil pa razjezil, ki imajo ta navijaškem klubu, so sigurno
prvih 10 po tržni kapitalizaciji se najde kakšne zanimive naložbe. Ne? Mogoče je tudi to za razmislek, da nekatere te nikoli ne grejo, ne presežejo svojih prejšnjih najvišjih vrednosti v preteklem ciklu. In tu gre bolj kot za neke loterijske srečke, tiste, ki nastanejo v novem, pred novim bull marketom dosežejo potem vlagatelji, pa ti, ki stavijo, imajo pač svoja pričakovanja, nerazsodna pričakovanja in gre za neke vrste pumpaštvo, ki nima neke veze z pravo uporabnostjo, oziroma gre za uporabno vrednost, uporabnikov je zelo malo. Bolj mislim, da gre tu za neko zero-sum game. Žal. In treba je pravi čas izstopiti, da lahko realiziraš dobičke. Ne? A greva mogoče se saj še pri takem podjetju, recimo MicroStrategy. Mislim, da sem ravno včeraj videla obvestilo, da so kupovali ne vem koliko dodatnih, sam sekundo se lahko pogledam, Coinbase, potem ko so se pogovarjala, si omenil tudi podjetje Riot, ki se ukvarja z rudarjenjem, medtem bom pa poiskala za MicroStrategy, koliko so še dodatno dokupovali bitcoinov. Se mogoče ti veš? Tukaj so dejansko je bilo objavljeno, da je ponedeljek, da so kupili še dodatnih 3000. 3000. Ja, v zadnjih 10 dnevih, ne? In vse skupaj imajo 10 milijard, preko 10 milijard vrednega bitcoina. In imajo preko 4 milijarde, so pa v plusu, ne? To so objavili v bitcoinu. Oni imajo 193 tisoč bitcoinov, držijo. Ja, mislim, torej objavljeno je bilo, da imajo vse skupaj 10,3 milijarde vrednega bitcoina. Ne? Oni pač verjamejo v to, so neki ta investment vehicle, head sklad, ki je zbiral denar z obveznicami, da je kupoval bitcoin. Ne. Kaj pa je tudi zanimivo, ne, da je tudi ti kriptoskladi, ne, v zadnjem tednu so dobili 600 milijonov vplačil, ne, kar ni ravno malo, ne, ampak večina gre pač na ta bitcoin ETF, potem pa tudi nekaj malega pa tudi gre na druge. Treba pa tudi to omeniti, da 2 tedna nazaj so bili ti prilivi 2,5 milijarde na tedenski ravni. Verjetno ti institucionalci, ki želijo vstopiti na ta trg, počasi vstopajo, ne želijo pretirano premikati tečaja, ampak še vedno je ta trg je dokaj plitek in potem hitro premaknejo tečaje. Zdaj pa, ko sem omenila ta MicroStrategy, pa Coinbase, pa Riot, ne, sem pogledal, me zanimalo, da vidim to gibanje teh. Zelo močna korelacija z gibanjem bitcoina. In tudi zanimivo je, da v zadnjih 12 mesecih recimo so pridobili ti MicroStrategy, Coinbase pa Riot platform, ki se ukvarja z rudarjenjem, okoli 200% ali pa še več. Ne? Sam bitcoin pa je dosegel nekje dobrih 130% merjeno v dolarjih. V enakem obdobju pa je recimo ta indeks informacijske tehnologije, delniški indeks, pa je pridobil dobrih 50%. Zanimivo razmerje, ne? Ja, in vse je, to je tako, od junaka do bedaka in obratno. In to se vedno ponavlja. To je kratka ločnica, ne, zasije ta zvezda, njihova zvezda in potem morajo izkoristiti. In tudi to so pač take naložbe, s katerih je dobro se umakniti dovolj hitro. Coinbase sigurno vezan na kriptomanijo, ko je bull market, ogromno transakcij, ogromno provizij, ko je bear market, se število transakcij zniža, obseg volumna se zniža in tudi njihove provizije so niže. MicroStrategy je tak bolj kot ne vezan na BTC, ta Riot Platforms pa je pač podjetje, ki se ukvarja z rudarjenjem bitcoina. In je tudi pač... Kako bo pa recimo halving zdaj vplival recimo konkretno na to podjetje? Njihove nagrade se bojo prepolovile, ne?
kar pomeni, da bojo večina teh, odvisno kakšne imajo stroške za rudarjenje. Zdaj, tega nisem pogledal, ampak mislim, da ne bom na pamet govoril, ampak so občutno nižji, kot je tržna cena Bitcoina. To pomeni, da je to še en katalizator, ki bi lahko, oziroma ki je v preteklosti, je vedno ceno Bitcoina dvignil više. Ampak takrat smo bili vedno v obdobju zniževanja obrestnih mer in je lepo sovpadalo za tako špekulativni naložbeni razred, da je dobil tistih svojih 12 mesecev slave. Zdaj imamo to tveganje inflacije. Če bi inflacija podivjala in bi morali obrestne mere dvigovati, potem mislim, da bi imeli lahko na kriptotrgu neko mini zimo. Mini zimo ali pa daljšo zimo. In tudi marsikdo reče, na kriptotrgu lahko, če se elektrika ugasne, kaj se potem zgodi z tem, pa če interneta ni. In je precej tvegan. Torej, to je treba razumeti, da je precej tvegan, zato so to takšni donosi in res biti izjemno previden, če se izpostavite slučajno in če ne morete mirno spati, rajši se tega ne dotikajte. Enako tudi velja za tvegane delnice. Ja. A lahko mogoče za zaključek, pozabil sem te vprašati, prihaja, Reddit je napovedal IPO, torej prvo izdajo delnice enkrat marca. Si mogoče kaj gledal oziroma si se kaj zanimal? Ja, Reddit bi naj izdal približno 10%, oziroma IPO bi naredil z 10% delnic. Zadnje vrednotenje je bilo nekje na 10 milijard. Leta 2021, ko so plačevali skladi tveganja kapitala v Reddit, so plačevali po vrednotenju 10 milijard. Ja, Reddit je ustvaril minus iz poslovanja, mislim, minus 83 milijonov. Rast prodaja tudi ni ravno blesteča, ampak pač iščejo neko svojo priliko v tem okolju. A boš spremljal IPO oziroma? Ja, običajno mi na IPO-ju se ne udeležujemo. Počakamo, da podjetje pač da se izpelje ta blaznost okoli IPO-ja, da se umiri, potem pogledamo nekaj četrtletij poslovanja, se probamo poglobiti v poslovni model in potem jo bodi se uvrstimo ali pa ne, odvisno od tega, ali naložba ima zanimiv poslovni model. Sigurno je zanimiv poslovni model in tudi kakšno je vrednotenje. Ok, a lahko za zaključek mogoče še kakšen nasvet za male vlagatelje? Ja, ne pustite, da vas čustva premamijo, imejte napisan načrt, zakaj varčujete, zakaj greste v kakšno naložbo. Če se sami ukvarjate z izborom naložb, probajte se naučiti vrednotenj, ne poslušajte preveč medijev, lahko to uporabite tudi kot kontraindikator, ampak bodite ponižni, zmerni in previdni. In tak pristop vam lahko vas lahko bogato nagradi in tudi to, na trgih, na delniških trgih donosi, ki so nad 8% letno, so zelo, zelo dobri. Zdaj, ko nas posluša kakšen mlajši gledalec, poslušalec bo rekel, da mogoče ciljam na malo višje donose. Ampak ja, jaz se s tabo strinjam, uporabljate treba svojo glavo. Še enkrat mogoče za zaključek misel legendarnega vlagatelja Jima Rogersa, ki smo ga tudi imeli na podcastu Money How. Ne poslušajte vročih namigov od nikogar, niti od mene ne. Tako da, najlepša hvala, Aleš, za debato. Ja, hvala tudi tebi. Hvala tudi vsem, ki ste bili danes z nami. Poslušajte Money How, ne bo vam žal in lep pozdrav.